Električni pogon je v avtomobilih najbolj učinkovit ravno v mestih. Zakonitosti delovanja električnega pogona namreč narekujejo, da so lahko njegove prednosti najbolj izrazite prav tukaj. In za nameček električna vozila prinašajo tudi ugodnosti za samo življenje v mestih. Najprej tu odsotnost lokalnega onesnaževanja, poleg tega pa proizvajajo tudi manj hrupa. Tisti zadnji, najbolj odločen korak pa je brezemisijsko mestno središče, oziroma, kot kažejo trendi, mestno središče, v katerega je vstop dovoljen le električnim avtomobilom. Ampak to ne predstavlja le odločitve odgovornih iz danes na jutri, ampak je proces vpeljave precej bolj zapleten. No, pa začnimo. V Kranju. Občina, konec koncev pa tudi zaposleni na občini. Tudi jaz, moja žena, oba dva imava samo električen avto in seveda z izkušnjami, ki jih imamo, predvsem na dolgih poteh, dejansko lahko vse te izkušnje, slabe izkušnje prenašamo tukaj na občino. Prvi sklop, ki ga delamo, je, da vsa vozila na mestni občini Kranj, tudi vse zavode, torej osnovne šole, vrtce in pa dom za upokojence, da vsa vozila na klasičen pogon zamenjamo z električnimi avtomobili. To je en steber. Drugi steber je seveda, da ima vsak tak avto svojo domicilno polnilnico, da naredimo tudi javne polnilnice in pa tretji sklop je seveda lastna energija, proizvodnja lastne energije, predvsem sončne energije. In to je vzgled. Prvi vzgled torej pokaže mama občina. V Kranju so tako za začetek želeli optimizirati vozni park in vožnje svojih ustanov. Ampak to ne pomeni le menjave bencinskih in dizelskih avtomobilov za električne. To ne pomeni, da le menjamo vozila ena za ena, ampak ena za ena menjamo fosilne kilometre z električnimi. No, poglejmo, kako to gre. Skupen imenovalec obstoječega voznega parka je bil, da je velika večina vozil upravljala relativno malo kilometrov letno. In tukaj se je pokazal ta potencial, da mi lahko sedaj z rezervacijskim sistemom, pač z neko organizacijo naročila vozila, z manj vozili upravimo enako ali celo večje število prevozov. Po besedah odgovornih je bil največji izziv analizirati mobilnostne potrebe vključenih ustanov. Izstopajo predvsem zelo specifične potrebe tistih, ki potrebujejo več prostora. In tu najbolj zanimivo rešitev predstavljajo Citroenovi električni kombiji. Gre za model Citroen e-Jumpy, ki je na voljo v različnih velikostnih izvedbah in temu je namenjena naloga, ki je za vozila z električnim pogonom pravzaprav najbolj zahtevna. Največ jih uporabljajo osnovne šole, vrtci in glasbena šola. Zaradi široke uporabnosti pa jih seveda uporabljajo tudi ostale ustanove. Recimo ravno to večnamensko vozilo za nami je tisto, ki ga lahko vsak uporabnik posebej naroči in ga dobi, ko ga potrebuje. Da bi zagotovili dolgoročen uspeh, morajo sončne elektrarne proizvesti vso energijo, ki jo ta vozila porabijo. No in v Kranju za vsako električno vozilo v sistem dodajo še eno električno polnilnico. No seveda pravijo, da se bo to razmerje v prihodnje še optimiziralo. 1 670 000 s 130 vozili. Se pravi, za te prevožene kilometre imamo sedaj inštalirane, se pravi že postavljene 3 elektrarne s skupno močjo 240 kW. In to je inštalirana moč, ki je zadostna za pokrivanje vseh energetskih potreb tega voznega parka. Do zdaj so v Kranju zamenjali že več kot 40 vozil. Vozni park pa je v resnici zelo raznolik. Največ je manjših električnih vozil, ki jih je tudi najlažje zamenjati. Pravi izzivi pa se pokažejo pri večjih vozilih oziroma kombijih. Ponudba potniških in tovornih vozil z električnim pogonom je danes še precej siromašna. Zato smo z velikim zanimanjem preverili, kako učinkovito lahko e-Jumpy zagotovi prevoz za otrok in druge prevoze, ki so običajno naloga takšnih vozil. Pred kranjsko glasbeno šolo smo tako v tovorni prostor naložili tudi velika glasbila. Ja, recimo glasbena šola je bila ena od teh izjem, kjer pač potrebujejo relativno večji tovorni prostor za prevoz inštrumentov na koncerte. Oni imajo edini večje tovorno vozilo, tako da res poskušamo v bistvu doseči to, da so uporabniki v končni fazi zadovoljni in da jih ta nov način čim manj moti oziroma jim čim manj spremeni obstoječe navade. Projekt je ravno toliko, rečemo temu, psihološki kot je tehničen. Zdaj, po parih mesecih uporabe smo pravzaprav razumeli, da je ta način vožnje na nek način drugačen, da se treba, če želiš
doseči neko ogljično vzdržnost, se je treba prilagajati pa stvari v življenju tudi spreminjati. Glede na to, če pokrivamo dejansko tudi Jezersko in občino Tržič, kar pomeni tudi do Ljubelja, dnevno naredimo med 150 in 200 km. Pomisleki so bili predvsem v dosegu in pa pač, da se bi baterija čim prej, oziroma da bi se hitro izpraznila. Na začetku moram reči, da je bilo malo slabe volje strani hišnikov, zdaj pa več ali manj ni težav. Uporablja se za kratke razdalje in tukaj je bistveno bolj fajn kot pa prejšnji kombi. Izziv je bil samo, kako bodo zaposleni reagirali, ampak tukaj smo dobili pozitivno zadevo, tako da delamo naprej še v tej smeri. Uporabljajo jih nadrejeni oziroma naši zaposleni od vseh sektorjev, se pravi od uporabnikov, kar se tiče mestnih služb, vodovod in čistilna, tako da oni poskrbijo za vse s tem na avtomobilih, kar se treba njihovega dela. Tukaj delamo tudi na tem, da bojo počasi tudi manjša dostavna vozila tovorna, že na elektriko, pa tudi večja bojo počasi prišla na tržišče in tudi k nam. Gorenjska vemo, da je zelo razgibana, zato smo bili zelo presenečeni nad električnimi vozili, ki dejansko so kos vsaki nalogi, ki jo lahko izvajamo. Tudi fantje in dekleta so zadovoljni s tem avtom in zelo veseli ga, zelo radi ga uporabljajo. Mi se že kar nekaj časa prizadevamo, da bi tudi lastno elektrarno imeli. Lastno, da bi streho namenili temu. In mislim, da je to samo en korak. Slej ko prej bi se za to odločili, če bi imeli možnost. Zdaj, ko poznamo prvi korak, pa nas seveda zanima, kako bodo stvari tekle naprej. Kakšna bo torej mobilnost v središču Kranja leta 2030? Izziv je gotovo civilna zaščita zaradi njihovih specifičnih potreb, se pravi štirikolesni pogon, da se ne obremenjuje z dosegom. Razmišljamo o gasilski službi, kako bi lahko približali električna vozila njihovim potrebam. Ne za intervencijske namene, seveda, ampak za ostale. Računamo pa, da v bodoče, ko se bo kljub vsemu ta ponudba električnih vozil na trgu še povečevala, da bomo lahko te potrebe še bolj pokrivali. V Kranju se doseljuje veliko ljudi, predvsem tudi iz Ljubljane. Tako rekoč smo urbano središče v naravi in jaz sem prepričan, da bo Kranj še naprej ena vodilnih občin v Sloveniji glede tega razvoja. Mislim, da bo zelo hitro, če nam uspe, ko nam uspe premakniti avtobusno postajo iz središča na železniško postajo, potem ni več zavor, da dejansko omejimo prevoz znotraj Kranja samo na električna vozila. Kdaj bo središče Kranja zaprto za dizle? Jaz mislim, da je to stvar leta 2026.